pozdravljeni v cvetočem maju. Gradnja bioplinarne v Ormožu se bliža h koncu. Med zadnja opravila pa je spadala tudi poslikava ene izmed betonskih sten. Za delo so poskrbeli miklavški osnovnošolci in folklorna skupina in tako lastniku bioplinarne odslužili donacijo. Z željo, da bi se ormoška bioplinarna čim bolje vključila v okolje, si je lastnik v dogovoru z osnovno šolo Miklavž pri Ormožu in tamkajšnjo folklorno skupino umislil zanimivo rešitev. Poslikavo, ki bo betonski zid naredila veliko prijaznejši. Z gospodom Šijancem nekje smo našli skupni interes in v bistvu gre za to, da se bioplinarna nekje vključuje tudi v to okolje, v katerem bo delala in dejansko nam bodo donirali, pomagali pri gostovanju naše folklorne skupine v Bolgarijo, ker je sama vožnja, pot je izredno draga in je prišlo do neke ideje, s katero smo potem poskušali tudi pridobiti sredstva za šolski sklad. Poleg tega bomo tudi sofinancirali nakup računalniške opreme, pa nekaj bo ostalo še za pomoč socialno ogroženim učencem, za kosila in za kritje nekaterih stroškov. No, danes je tu cela skupina izbirnega predmeta likovno slovanje, mislim, da je okrog 15 učencev, vsi ostali imajo orientacijski pohod, ker je delovna sobota. Je pa na srečo, oziroma tako je bilo tudi dogovorjeno, okrog 20 članov folklorne skupine z Miklavža, ki normalno nosijo breme vsega, ampak so prostovoljno priskočili v pomoč, da nekje s to pomočjo tudi pripomorejo k gostovanju njihovega podmladka, če lahko tako rečem. Moram povedati, da je ta skupina otroška že 2 leti zapored se vrstila na državno revijo med najboljše. Posledica tega je bilo tudi povabilo na gostovanje v Sliven, Makedonijo, ker je folk art ena izmed največjih folklornih festivalov v Evropi in s ponosom lahko rečem, da bo naša šola, pa tudi občina in Slovenija imela tam predstavnika v maju. Gre za donacijska sredstva v višini 3000 evrov, ki jih bodo na šoli, kot je povedal ravnatelj, zelo koristno porabili. In mladi ter njihovi pomočniki, člani folklorne skupine Metla, so tako koristno združili s prijetnim. S poslikavo so namreč imeli veliko veselja, sploh pa možnost za pestro likovno izražanje. Te veseli takšno delo, kot je to danes? Ja. No, zakaj recimo? Ja, lahko slikaš po svoje, pa. No, odkot je prišla ideja, da poslikate zidove bioplinarne? Ja, to nam je učitelj rekel, kaj je delavnica, pa pač če bi šli, pa smo rekli, kaj bi šli. No in kaj si ti pobarvala danes poslika? Kačji pastir, pa rože sem narisala. Kako se vam zdi ta današnja akcija osnovne šole Miklavž pri Ormožu? Zanimivo, fez kreativno je, pa tako živahne slike nastajajo. Kaj ste vi recimo naslikali? Zdaj rišem vinograd, prej sem risala sejalca semena, oblake tudi. Kaj nastaja danes izpod vaših prstov tukaj na teh zidovih bioplinarne? Umetnine. No in kakšne umetnine, kaj pravzaprav je bistvo vsega tega? Rišemo letne čase, mislim povezavo z letnimi časi, pa potem to naslikamo. Se ti zdi fajn biti zraven? Ja, uživam. No, zakaj recimo? Jaz rada rišem, pa tudi rada se družim z prijatelji. Seveda je kar naporno delo to poslikava tega ogromnega zidu, tako da je pijača verjetno dobrodošla. Danes še posebej, ko je tako topel dan. Tako da skrbimo, da delo nemoteno teče. Vi torej samo nosite pijačo, skrbite za krepčilo umetnikov ali ste tudi kaj posegli po čopiču? Po čopiču ne, bom pa pol za vilce nož, ker bom še pripravil, bi rekel, malo naražno za zaključek. No in kaj si mislite o takšni akciji, se vam zdi fajn? Zelo v redu, družimo se, fajn je, veselo in še bolj bo, ko bo končano. Tako je bilo za vse poskrbljeno. Šolski folklorni skupini Klasek je z veseljem na pomoč priskočila odrasla folklorna skupina Metla. Ja, kot vodja folklorne skupine Metla sem pač predlagala, da pomagamo folklorni skupini Klasek pri izvedbi tega projekta in sicer, ker pač odrasli si verjetno lahko tudi drugačna dela privoščijo kot mlajši in smo pač vzeli to kot nek izziv, obenem pa eno aktivno preživljanje
dneva in popestritev naše folklorne dejavnosti. No, ne samo ples, kot zgleda, tudi slikanje vam gre dobro. Ja, danes smo prvič v neki taki nalogi in smo kar zadovoljni s tem, kar je nastalo in kar nastaja. Vidimo pa tudi druge dimenzije naše ustvarjalnosti, ne samo pevske in plesne. Ne? Tako da. No in kaj nastaja izpod vaših rok, izpod vašega čopiča? Ja, Konkretno vaše. Z mojega, jaz sem danes večkrat že vskočila na različnih delih, tako da težko govorim, kaj je konkretno mojega. Zdaj trenutno tukaj v tem žitnem polju delamo podlago, tako da to nekako v neko celoto skušamo ustvariti, tako da se bodo barve čim bolj prelivale in da bo čim bolj podobno naravni situaciji. No. Robert Šijanec, mlad podjetnik oziroma lastnik podjetja Bioplin Šijanec, sedežem v Dražencih, je za gradnjo prve faze bioplinarne v Ormožu namenil nekaj čez 6 milijonov evrov. Kljub znanim zapletom na začetku je ostal vztrajen in se za gradnjo bioplinarne v Ormožu odločil na podlagi natančnih analiz. Sploh pa glede na kmetijsko območje prav v Ormožu z okolico vidi velik potencial. V kratkem bodo dela končana. Sama bioplinska naprava je že v zaključni fazi, cirka 14 dni, ali pa rečimo dobrih 14 dni še bi moralo biti aktivnega dela in je bo zadeva zaključena. Ne. Po tem delu imamo potem planiran tehnični pregled, se pravi, ta tehnični pregled je potem meni osebno ena zaključek vsega, ne, kjer lahko začnem z pridobivanjem deklaracije, to je certifikata za samo napravo, da imamo potem pripravo za sam zagon naprave. Proizvodnja je sicer odvisna od pridobitve deklaracije, računam nekje v sredini junija bi ne morala biti pridobljena, takrat po sami deklaraciji, to je sredi junija, računamo kak teden slab, lahko začnemo z samim zagonom, z zaganjanjem sistema, ne, se pravi z polnjenjem reaktorjev in pa pridobivanjem plina in potem zagonom samih motorjev. Poleg proizvodnih objektov, ki rastejo na 2,5 hektarja velikem zemljišču, bo tudi poslovna zgradba in nove dovozne poti. Sploh pa bo po končani gradnji, kot izgleda, vse skupaj izgledalo zelo prijetno. Poslikan zid pa bo zagotovo objektom dajal malo dobrodošle topline. V ormoškem podjetju Carrera Optil je gospodarska kriza pustila svoj pečat. Povpraševanje po očalih pada, zato bi v podjetju naj nadaljevali z odpuščanjem delavcev. V letu 2010 se je povpraševanje sicer nekoliko povečalo, tako da je družba znova zaposlila 280 delavcev za določen čas, med katerimi so bili tudi predtem odpuščeni delavci. Morda pa se v naslednjih mesecih situacija znova obrne na bolje. V podjetju Carrera Optil naj bi ponovno odpuščali. Zaradi slabih razmer na trgu in manjšega povpraševanja po smučarskih in sončnih očalih naj bi delo izgubilo 150 zaposlenih. Glede na podobne situacije v zadnjih letih pa zaposleni upajo, da do najbolj črnega scenarija ne bo prišlo. V Carreri Optil je trenutno zaposlenih 1057 delavcev, še konec leta 2009 pa je v podjetju bilo zaposlenih 1147 delavcev. Minuli petek je potekal sestanek predstavnikov sindikata in sveta delavcev z vodstvenimi delavci, direktorjem Silvom Kekcem in direktorico upravnega in kadrovskega področja Miro Horvat, na katerem so govorili o kriterijih, na podlagi katerih bodo določili listo presežnih delavcev. Kot najpomembnejše kriterije, po katerih bodo razvrščali delavce na seznam presežne delovne sile, bi naj bila delovna uspešnost, inovativnost delavcev, delovna doba ter socialni kriterij. Sicer pa bo celoten postopek potekal vsaj še 2 do 3 mesece, saj bo vodstvo podjetja moralo upoštevati tudi odpovedne roke, odpuščenim pa bo po zagotovilih sindikata pripadala tudi odpravnina. Morda pa se bodo do takrat razmere toliko izboljšale, da napovedi o odpuščanju ne bo potrebno uresničiti v celoti. O selitvi tovarne, katere lastnik je italijanski koncern Safilo iz Padove, zaenkrat ne razmišljajo. Občina Središče ob Dravi je z izbranim izvajalcem podpisala pogodbo za modernizacijo 1800 metrov dolge ceste Godeninci-Preseka. Projekt financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko je s predstavnikom podjetja SGP Pomgrad iz Murske Sobote Borisom Sapačem podpisal pogodbo za modernizacijo ceste Godeninci-Preseka. To pomeni, da začetek del ni več daleč. Dela pa naj bi bila končana že konec avgusta. Gre za cesto Godeninci-Preseka.
torej lokalna cesta, ki povezuje naselje Godeninci z maloobmejnim ali pa z rampo v Godenincih. Dolžina ceste je nekaj manj kot 1800 metrov, širine 4,20 metra. Torej cesta je že kar dotrajana na nekaterih delih, tako da smo nekako v sklopu tega razpisa v lanskem letu prijavili 3 ceste, bili pa smo uspešni z to cesto. O tem, torej, da smo tudi letos bili uspešni na razpisu Južna meja, smo tudi že objavili, torej gre pa za kar obsežnejši projekt, torej v letošnjem letu smo prijavili cesto Godeninci središče Preseka, kjer pa gre skoraj za 6 km lokalne ceste, s tem, da bomo seveda to zadevo izvajali v letu 2012, kajti vemo nekako z lastnimi sredstvi, se je potrebno dobesedno prilagajati tem razpisom in seveda zagotavljati lastna sredstva. Torej tudi v tej investiciji je potrebno zagotoviti DDV, ki ni upravičen strošek, tako da nekako podpisana vrednost današnje pogodbe je nekaj manj kot 114 000 evrov z DDV-em. V nadaljevanju sledijo še iskanja najboljših tehničnih rešitev, tako da nam ob podpisu pogodbe še ni uspelo izvedeti, ali bo v času modernizacije cesta zaprta in bo urejen obvoz, ali bodo dela izvajali ob polovični zapori ceste. V vsakem primeru pa se občina Središče ob Dravi lahko pohvali še s enim uspehom na razpisih za sredstva Evropske unije. Spomladi lovci lovskih družin Ptuj-Ormož začnejo tudi s tradicionalnimi strelskimi tekmovanji. Organizator minulega tekmovanja je bila lovska družina Velika nedelja. Ob lovskem domu lovske družine Velika nedelja je minuli konec tedna veselo pokalo. Tako v soboto kot v nedeljo pa je lovski dom bil center dogajanja v Veliki nedelji. V naši lovski družini imamo danes tradicionalno streljanje na glinaste golobe, ki je to vsako leto. Začnemo že v soboto ob 3:15 in nadaljujemo danes do večerega. To je mednarodno streljanje, ko rečemo, ko Hrvati pridajo, ki so bili včeraj to ekipa. Potem prija avstrijska ekipa in pa cele Slovenije, od Belih Zolc, lahko rečemo. V novi sezoni je to bilo že 5. tekmovanje, vsakič pa ga organizira druga lovska družina. Letos so tekmovanje organizirali že lovci lovskih družin Bresnica, Podgorci, Leskovec, Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož in Markovci ter minulo lovska družina Velika nedelja. Takšna strelska tekmovanja lovci organizirajo iz večjih razlogov. Prvo za druženje lovcev, drugo pa tudi za izobraževanje glede streljanja in pa tudi za vir finančni dohodek za družino. Vemo, kad divjadi je že manj, neki pa si moramo priskrbeti finančna sredstva za koncesijo in tako druga dejatve, ki moramo imeti v družini. Takšna tekmovanja pa lahko imenujemo tudi treningi. Lovci seveda morajo biti v strelski formi, kot rečemo po domače. Zato se takšnih tekmovanj tudi zelo radi udeležijo. Na to tradicionalno tekmovanje ponovadi pride nekje okrog 25 do 30 ekip iz bližnje Hrvaške in tu v Sloveniji iz bližnje in daljne okolice, Slovenska Bistrica, celo z Prebolda, pol so z Krškega, tako da je to znano tekmovanje v tej okolici. To so ekipna tekmovanja in tudi tekmovanje posameznikov? Da, posamezno se tekmuje za pokal in za nagradno, to je 20 nagrad, ki je fond nagrad približno 800 do 900 evrov. Tekmovanja se začnejo ob 9. zjutraj in potekajo cel dan, kar pomeni, da je potrebna tudi primerna lovska malica. Tokrat je bil to lovski gulaš, ki smo ga bili deležni tudi obiskovalci. Kaj ga napravi tako zelo dobrega, smo vprašali v kuhinji. Ja, mislim, da iz tota skrivnosti ne bi izdali, ker je notri so take čarovnije, lahko rečemo. Ampak ne izdamo to, ker vsaki lovski gulaš ni iste. Mislim, da vsega ne bomo dali, v skrivnosti je pa pretežno tu čebula prisotna, poper pa sol. Pa verjetno meso? No, tudi meso, ja, in normalno, to brez srnjaka ne gre, ne. No in za koliko porcij skuhate tega golaža? Mi skuhamo tako po navadi za našo prireditev okoli 180 do 200 porcij. Potem nam je nekako uspelo izvedeti, da je količina čebule, poleg vseh ostalih sestavin seveda, med pomembnejšimi sestavinami. Ja, za takšen gulaš mora biti okoli 25 kg čebule, ne? Predvidevam, da ni enostavno narezati 25 kg čebule, ste se jokali kaj zraven? Ja, malo že, ja. Vi ste ga sami narezali? Ne, moja šefica.
Čebula se reže skoraj teh 25 kil 3 ure. Potem pa ga 3 ure pražimo. In to mora biti čokoladno rjave. To je torej skrivnost lovskega golaža, bi lahko rekli. Sploh pa odlično okrepčilo strelcem oziroma tekmovalcem. Lovska družina Velika nedelja je bila ustanovljena leta 1946, so nam še povedali, in danes šteje 40 članov in 2 pripravnika. Naslednje strelsko tekmovanje pa bo že 15. maja v Cirkovcah. Ribiška družina Ormož je nastala leta 1953, predstavlja združenje športnih ribičev oziroma ljubiteljev narave, katerih poslanstvo je v glavnem varovanje voda in gojitev rib. Pa seveda športni ribolov in rekreacija. V zadnjih letih beležijo kar nekaj dosežkov, tudi v smislu urejanja ribiških objektov. V zadnjih 3 letih smo res intenzivno pristopili k, bi lahko rekel, celo investicijam ribiške družine Ormož. Začeli smo z ribnikom v občini Središče ob Dravi, Adolfovi ribniki, tako imenovani, ker smo sanirali stare graboznice, so bile neurejene, odlagali so se smeti in smo potrebovali skoraj da leto in pol, da smo sanirali, finančno pokrili. Tukaj treba omeniti tudi občino Središče ob Dravi, ki je pristopila tudi finančno in pa pomagala, da smo sedaj uredili en prijeten predel ali pa del, ker se lahko različne športne aktivne dejavnosti opravljajo in pa tudi športni ribolov. Naslednji korak je bil obnova in pa rekonstrukcija in širitev ribiškega doma v Ormožu, katerega smo tudi predali lansko leto v najem dosedanjemu najemniku Timi TGS. Lahko rečem, da smo zadovoljni z najemnikom, z obiskom, tako da je investicija kot taka se pokazala kot primerna in se nadaljuje tudi ribolov in pa vse druge športne aktivnosti, ko so bile v Ormožu. V letošnjem letu oziroma v zimskem času smo pa pristopili z novim najemnikom k sanaciji oziroma v neki vrste obnovi notranji in pa ureditvi določenih igrišč v Savcih, ob ribniku v Savcih, kjer je ribnik velik 11 hektarjev, ena od izmed pomembnejših vod ribiške družine Ormož, kjer se upravlja tudi največ, bi rekel, športnega ribolova. In ta svečanost oziroma to nam je uspelo pred 3-4 dnevi, da smo ta objekt obnovljen zopet predali v uporabo temu novemu najemniku in pa občini Sveti Tomaž, kjer se nahaja ta ribnik, da ga uporabijo te prostore, športne, rekreativne, kot je tudi bilo z strani župana občine Sveti Tomaž povedano, Mirka Cvetka, da je to njihov biser in da zdaj vidi, da se bo res tukaj začelo odvijati druženje, turizem in pa različne vrste športov. Ribolov in vse, kar spada zraven, je seveda kar velik potencial v smislu razvoja turizma. Tudi na to mislijo v ribiški družini Ormož, čeprav so ureditve objektov bile kar velik finančni zalogaj. Finančno nam pomaga v občini Središče ob Dravi, nam je pomagala občina Središče ob Dravi. V glavnem so to tudi prostovoljna dela naših članov je preko 200, spravi lahko rečem 235, od tega 35 mladih ribičev. Tu je dosti vloženega lastnega dela, ki se ne plača, prevozov in tako dalje. Brez finančnih stvari jasno ne gre. V Ormožu smo šli z del naših sredstev, ribiškemu domu v Ormožu in pa del kredita. V Savcih pa v sodelovanju z najemnikom, novim najemnikom Janesom Horvatom in Žamenec, ki je bil najboljši ponudnik in lahko rečemo, da smo imeli glede na narejeno in pa na sodelovanje srečno roko, ker je tudi, bom rekel, njegova vizija in pa cilje so navdušujoči in prvo njegovo delo, kar smo videli v soboto po otvoritvi, kaže na to, da gre vse skupaj v pravi smeri. Biti ribič je najbrž zadovoljstvo, ki ga poznajo le ribiči, pravzaprav tisti, ki imajo radi naravo in dolga posedanja ob ribnikih. Morda je pomlad čas, da se jim pridružite. Veseli smo vsakega, najbolj mladih, ker vemo, če bodo mladi, bo prihodnost ribiške družine Ormož. Lahko se pohvalim s tem, da nas je največ trenutno članov v zgodovini ribiške družine Ormož. To pomeni, da glede na trend v Sloveniji smo v tisti pozitivni smeri, pri nas narašča posebej z mladimi. Povabimo pa vse, tukaj jih lahko povabim, posebej mlade, kot pravim, člani se lahko vsak polnoletni član, če je mladoletni, pač starši podpiše eno izjavo, da se lahko v člane, pozneje opravi pripravništvo in pa je naš
športno-ribolovni član in se lahko udeležuje tekmovanj, različnih prireditev, ribolova in še kaj bi se našlo. Kljub temu, da se je občina Ormož razdelila, so ribiči mladih občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ostali člani ribiške družine Ormož. Če so sploh bile kakšne pobude za osamosvojitev, smo še vprašali predsednika. Ne, konkretno in direktno ne. Slišati je bilo, da so bile ideje, kar je razumljivo, občine so postale, nekako samo po sebi so ljudje razmišljali, da to pomeni tudi ribiško družino svojo, lovsko družino, ne vem, društva in tako dalje. Ko pa so po mojem vse to nekako potihnilo, ko so videli, koliko to dela odgovornosti, tudi koncesije so za to področje za 30 let podane in pa da narava sama taka oziroma ribiški okolišik, Ormožu gospodarimo z ribiškim okolišem Ormož, ni bil kar tako na pamet ustanovljen, je na nekih naravnih zakonitostih in pa mejah, kjer neke populacije rib živijo in s katerimi je smiselno gospodariti. Tu je 9 potokov, Ormoško jezero, stara struga reka Drave, reka Pesnica in pa zajezitev Savci, Ormoški ribnik in pa v Obrežju. Smo pripravljeni, smo odprti, tudi društvo, ki se je ustanovilo v občini Sveti Tomaž, smo že povabili k sodelovanju, tudi smo skupaj organizirali eno ribiško tekmovanje v Savcih. Jih vabimo tudi, to je bilo povedano tudi na otvoritvi v Savcih, da jih vabimo k sodelovanju, da se tudi članijo v Zvezo ribiških družin Ptuj in tako kot nekatera društva na tem območju, že tudi v naši Zvezi ribiških družin sodelujejo, so tudi na nek način člani tega z tudi določenimi pravicami, da pristopijo. Tako kot na vse dosežke pa so ormoški ribiči ponosni tudi na obnovljen ribiški dom v Savcih. Ribnik v Savcih namreč še vedno ostaja priljubljena točka za ribiče, pa tudi vse ostale, ki se radi podajo v naravo ob vodi. Akumulacijsko jezero v Savcih je ribiška družina Ormož sprejela v upravljanje od občine Ormož na podlagi sporazuma o dodelitvi ormoškega ribiškega okoliša. Ribiški dom pa so postavili na zemljišču, ki so ga potem odkupili. Namenjen pa je tudi atraktivni gostinski dejavnosti. Ribnik v Savcih meri 15 hektarjev, od tega je 7,5 hektarja varstvene vode. V torek popoldne je v organizaciji Mladinskega centra Ormož potekala športno-zabavna prireditev Veter v laseh s športom proti drogi. V ponudbi je bilo kar 7 športno-tekmovalnih iger. Z akcijo je Športna unija Slovenije začela v letu 1996, ko so spomladi v večjih slovenskih mestih organizirali različna športna tekmovanja. Dobrodelna akcija ima poseben namen. Namen je, da bi mladim približali to promocijo zdravega načina življenja, preventivo pred nekoristno izrabo prostega časa, posedanjem ob alkoholu, kajenje in vse te razvade sodobne mladine, ki pač so vedno aktualne. In pa po drugi strani pa, da se promovira fair play, da se promovira strpnost, da jih navadimo in zmagovati in se poraziti, da pač v športnem duhu osvojijo tudi te socialne veščine. V mestni grabi se je zbralo nekaj čez 100 mladih iz občine Ormož in iz občine Središče ob Dravi. Zdaj, ko smo že zbrali prijave, lahko z gotovostjo povemo, da so mladi, zelo mladi, od 12 do 15 let, jih je največ. 2 skupini malega nogometa pa sta od 10 do 12 let. Tako da je populacija do 15 let. Kljub temu, da je v ponudbi bilo 7 športno-tekmovalnih iger, za vse ni bilo prijavljenih. Prijavljenih pa je bilo 9 nogometnih ekip. 5 ekip, ki so se pomerile v odbojki. Videti pa je bilo tudi točko skejtanja in nastope plesne skupine. Tekmovalni del so popestrili tudi s ustvarjalnimi delavnicami. Spremljevalne delavnice pa so risanje na majice. Majice razdeljujemo, oziroma vsi, ki igrajo, ki se športno udejstvujejo, si ob koncu zaslužijo majico, poleg diplome in pa seveda kolajne, kakšno bojo si pač priborili. Spremljevalci, spodbujevalci, opazovalci ali pa tisti, ki se bojo udeležili delavnice, pa bojo tudi dobili majico, ki si bojo lahko poslikali z barvami za tekstil. Na razpolago pa imamo krede za poslikavo asfalta, da se lahko tudi likovno izražajo, in pa takšne športne pripomočke od kolebnic, hula hop obročev, žogic za žongliranje, frizbijev, žog za prosto igranje. Dogodek financira Športna unija Slovenije. Manjši delež za izvedbo akcije primakne tudi Mladinski center Ormož, pa tudi sponzorji. Kot že leta nazaj podjetje P&F sadjarstvo podari jabolka. Mlinaričeva babica iz Središče ob Dravi je spekla pogače.
Nogometni klub Ormož ponudi brezplačno uporabo sanitarij in garderob. Pri tehnični izpeljavi akcije pa so mladinskemu centru pomagali prostovoljci iz varstveno-delovnega centra Ormož. V vsakem primeru je akcija udeležencem prinesla veliko veselja in sproščenih trenutkov. Daleč od ponorelega sveta si je sredi neokrnjene narave Darko ustvaril svoj raj, pravzaprav mesto za svoje nenavadne ljubljenčke. Kapune, race in 2 divji svinji. Slednji sta pred dnevi postali mami in naenkrat se je v njegovi obori znašlo kar 12 mladičev in 2 odrasli divji svinji. Darko je na svojem ranču v zadnjih dneh imel veliko obiskov. Vsakdo je namreč želel videti zanimiv podmladek, ki nam ga ni ravno dano videti velikokrat. Ob našem obisku so svinjski mladiči bili stari 3 in 4 dni in izgledali so že pravi korenjaki. So okrasto do črno rjavi s temnimi vzdolžnimi progami, ter da se sajo do 3 mesece, piše v leksikonu. Ampak Darko ta podatek ni tuj, saj ima veliko izkušenj, ki jih človeku ne more dati nobena knjiga, pa naj bo še tako strokovna. Svoje pa napravi tudi ljubezen tako do živali kot do narave nasploh. Darko se svojim ljubljenčkom posveča že kar nekaj časa. Od tega je menilo 3 leta. To sem nekaj izpod Pohorja videla, eno tako malo oborico. Pa sem rekel, tu imam taki plac, grmovje. Živalim lahko nudi nekaj boljšega, kot sem imela tam in tako je prišlo do tega. In kaj vse je na vašem ranču? Ja, zdaj je 14 prašičev, 10 kapunov, pa raca pa racak, za pol že jesti. Kako pa ste prišli pravzaprav do divjih prašičev, kar je seveda še posebej zanimivo v našem okolju? Divje prašiče pa sem kupil iz obore izpod Pohorja. 2 prašičke, ki sta zdaj materi, kotila sta drugič, lansko leto je imela vsaka 4, letos ima 1 7, 1 5. Dobri sta materi in verjetno da se včakale več kot jaz. No in zanimivi imeni imata obe? Ja, Cila in Mica. No, koliko je skotila Mica in koliko Cila? Mica ima 5 samičk, Cila pa 7, ampak koliko ima samčkov samičk, ne vem. No, zanimivo je recimo to, za vse tiste, ki se morda malo manj spoznamo na to, kako dolgo pa divja svinja nosi, torej mladiče, preden skoti. 115 do 118 dni, lahko pa se 3-4 dni zavleče, kar ni neka katastrofa. No in ko mladiči pridejo na svet, kako je z njimi potem, kot zgleda, kar hitro pridejo k sebi? Ja, drugi dan jih prije mati pokazati. Naj bo žival še tako divja začuti, kdo jo ima rad in skrbi zanjo, še doda Darko, ki se po službi in vrvežu v mestu najraje zateče v svoj raj k svojim ljubljenčkom. Tukaj najde svoj mir in bistvo življenja. In še v sosednjo občino Gorišnica se odpravljamo. Natančneje v Muretince, kjer so člani kulturnega društva Odpev Mala vas v spomin na svoja preminula člana Ivana Petka in Slavka Murkoviča pripravili slečanje ljudskih pevcev, ogodcev in plesalcev. Prireditev so organizatorji kulturno društvo Odpev Mala vas poimenovali enostavno ljudska glasba in pesem. Prireditev je to dejansko spomin na naša 2 umrla člana že pred leti. Preko enem je to Ivano Petko, je to 9 let, Murkovič Slavko pa, ki je bil pevec, pa 3 leta. In seveda njima je to posvečena ta prireditev oziroma ta koncert, kamor smo povabili več skupin iz širše Slovenije in pa tudi eno folklorno skupino.
Na prireditvi je sodelovalo kar 11 skupin ljudskih pevcev in godcev, pa tudi plesalcev z okolice, pa tudi iz Prekmurja in Savinjske doline. Prireditev, ki bi pokojnima Ivanu Petku in Slavku Murkoviču zagotovo bila v veliko veselje. Ivana Petka se spominjam zelo hudomušnega človeka, bil je dolgo časa bil v naši družbi, bil je sposoben za veselje, za žalost, se pravi vse posod, ker je bilo veselje, bil on zraven. Dolgo leta je bil tudi naš pevec, igral je violino, tako da samo v najlepšem spominu ga imamo kar vsi po vrsti. Kaj pa Murkovič? Slavko Murkovič je nekoliko mlajši, on je sicer pel v zboru Pevci vasi, zadnje čase ga je zdravje malo motilo, da ni več toliko sodeloval, vendar je pa bil enkraten človek, recimo za njim so ostali samo lepi spomini. Doma na dvorišču pa je lepa zbirka teh kamenin, ki je vedno rad zbiral. To je v glavnem bi bilo z moje strani. Razen organizacije takšnih in podobnih prireditev, pa je društvo tudi sicer zelo aktivno. Ja, društvo smo kar aktivni, moram reči, da so to 3 sekcije najbolj aktivne. To so ljudski godci Trio Vetrnica, potem so tu pevci vasi in pa je tu potem tudi likovna sekcija in pa imamo še tudi ljudske pesnike, tako da nam še oni kaj zapišajo, mi pa tudi zapojamo njihove pesme, če se da. Med aktivnimi člani društva je tudi naša občanka Štefka Kavčič, ki kot pevka sodeluje v Triu Vetrnica. Sosednji občini prepevam, ne? Se pravim, prepevam zelo rada tukaj, ne? 5. leto že, ne? In to me veliko pomeni, vedno kot mlada punčka sem se želela nekje peti in pač je tako prišlo, da sem tu pač se ustavila, ne? V tej male vase. Kultura oziroma kulturno dejstvovanje tako ne pozna meja. V društvu so veseli vsakega novega člana, pa naj bo odkodarkoli. Prav tako pa ne pozabljajo svojih nekdanjih oziroma preminulih članov. Vsak je namreč v društvu zapustil del sebe in pripomogel tako k prepoznavnosti kot napredku društva. Sledi pester pregled športnih dogodkov. Veliko se je dogajalo, med najpomembnejšimi dogodki je bil zaključni turnir državnega prvenstva v rokometu za mlajše dečke. Ste si danes morda zaželeli malo drugačno malico? Vabimo vas v pizzerijo Imperija, Robert Klemenčič SP na Hardeko 34 ob supermarketu Tuš v Ormožu. Ponujamo pice, pečene ali ocvrte perutničke, čevapčiče, kebab, hamburgerje in ameriški hot dog. Če pa niste ravno lačni, vas vabimo le na kavico ali okrepčilni napitek. Posedeli boste lahko na zimsko-letnem vrtu, vaši otroci pa se bodo med tem lahko zabavali v otroškem kotičku. Pripravimo tudi prostor in pogostitev za zaključene družbe do 20 ljudi. Ko boste lačni ali žejni in ko boste želeli pogostiti svoje prijatelje, vas pričakujemo v pizzeriji Imperija v Ormožu ob delovnikih od 6. do 22. ure, v petek in v soboto od 6. do 23. ure, ter v nedeljo od 7. do 22. ure. Telefon 740 19 42 ali 070 834 892.
do 5 šla sva s prijateljem na klepet. Grajsko gostilno sred vasi, glej ga zlomka vizavi, je paša za oči. Čuj mi greva nekaj spit, rekel sem ji popolnoma vlit. Saj bi mi je rekla, s tabo šla, pa imam rajši Fredija, ki je eksa za oba. Zdaj sem naročil velik pir, samo da imam pred mico mir. V grajski gostilni boš petir, mico vzel mi je v štir, to bo hudir. Mici, rad te imam, se naredil vizati. Srček sem in srček tja, daj mi lučeka. Mici rekla je samo, kaj bom s tabo mamisto. Daj pozabi ti na mi, saj prepozno je. Mici greva nekaj spit, rekel sem ji popolnoma vlit. Saj bi mi je rekla, s tabo šla, pa imam rajši Fredija, ki je eksa za oba. Zdaj sem naročil velik pir, samo da imam pred mico mir. V grajski gostilni boš petir, mico vzel mi je v štir, to bo hudir. Mici, rad te imam, se naredil vizati. Srček sem in srček tja, daj mi lučeka. Mici rekla je samo, kaj bom s tabo mamisto. Daj pozabi ti na mi, saj prepozno je. Zavojmo hej, hej, Mici, hej, hej, Mici, hej, hej, Mici, rad te imam. Zavojmo hej, hej, Mici, hej, hej, Mici, Mici, rad te imam. Zavojmo hej, hej, Mici, hej, hej, Mici, hej, hej, Mici, rad te imam. Zavojmo hej, hej, Mici, hej, hej, Mici, Mici, rad te imam. Ljubitelice, ljubitelji športa z ormoškega konca, lepo pozdravljeni. Za rokometaše v prvi slovenski rokometni ligi je 7. krog v ligi za prvaka in v ligi za obstanek. Poglejmo izide. Cimos Maribor 34 proti 28, Trimo Gorenje 25 proti 32, Celje Loka 35 proti 28. V ligi za obstanek so izidi bili naslednji: Slovan Ribnica 31 proti 38, Krka Slovenj Gradec 30 proti 25 in Jeruzalem Šmartno 28 proti 31. Na tekmi na Hardeku je gostovala tudi naša kamera. Igralcem Jeruzalema v zadnjem mesecu ne gre in ne gre. Po porazih s Krko, Slovanom, Slovenj Gradcem je zdaj prispel še drugi zaporedni domači poraz, zapored pa že četrti. Gostje so bili izjemno motivirani, saj imajo še vedno teoretične možnosti za obstanek v ligi. Stanje v slovenskem rokometu je trenutno tako, da se še danes ne ve, ali bosta iz prve slovenske rokometne lige izpadli dve moštvi ali le ena. Po pravilih z Ropsa bi naj izpadla le zadnja ekipa, predzadnja pa bi naj igrala kvalifikacije za drugovrščeno ekipo prve B lige. Pri Jeruzalemu, ki so se že zdavnaj zagotovili obstanek v ligi, je trener Aleš Filipčič ponudil minutažo vsem igralcem. Nekateri so izkoristili solidno, nekateri pa so razočarali. Drugi zaporedni domači poraz je precej razburil nesrečo maloštevilno publiko, ki se je zbrala na Hardeku. Pri gostiteljih velja pohvaliti vratarja Sandija Žurana, ki je odlično, vendar še vedno premalo pokrpal vse luknje v slabi domači obrambi, ki je v odločilnih trenutkih prejemala zadetke kot po tekočem traku. Žuran je na koncu zbral 13 obramb. Po napadu pri poražencih solidna Bojan Čudič in Primož Krabonja, ki je vse svoje zadetke dosegel v zadnjih 10 minutah tekme.
Čudič je dosegel 7, Krabonja pa 5 zadetkov. Pri gostih sta blestela krilna igralca Andraž Repar ter Daniel Dobravc, ki sta skupaj dosegla več kot polovico gostujočih zadetkov, Repar 9 in Dobravc 7. V zaključku so vinarji zmanjšali zaostanek iz -5 na -2. Bližje zaradi slabe igre v obrambi ni šlo. In Ormožani so morali športno čestitati Šmartnemu, kateri so osvojili zelo pomembne točki in se točkovno izenačili z Slovenj Gradcem na 11. mestu. Jeruzalem Ormož, Šmartno 28 proti 31. V ligi za prvaka vodi Cimos 2 točkama naskoka pred Gorenjem. Celjani so prehiteli Loko in so na 3. mestu. Maribor je 5, Trimo 6. V ligi za obstanek je Ribnica suvereno 1. oziroma 7. Krka na 8. mestu zaostaja že za 5 točk. Jeruzalem je 9, Slovan 10, Slovenj Gradec 11 in Šmartno 12. Boj za obstanek bo še naprej ogorčen. Konkurenta Šmartno in Slovenj Gradec pa se bosta pomerila v zadnjem 10. krogu lige za obstanek. V 8. krogu Jeruzalemčke čaka v soboto 14. maja ob 19. uri gostovanje pri Ribnici. Za zadnjim 22. krogom so sezono končali v prvi B ligi. Rezultati so bili naslednji. Krško Sevnica 37 proti 30, Škofljica Izola 30 proti 28, Sviš Ajdovščina 39 proti 19, Celje Grosuplje 29 proti 25, Alples Mokrc Ig 28 proti 26 in Grča Kočevje Velika Nedelja 30 proti 21. Pri porazu Nedeljčanov je največ zadetkov 7 prispeval Dejan Ivančič, 3krat je bil uspešen Jurij Zemljič. Končna lestvica v prvi B slovenski rokometni ligi je naslednja. Prvaki prve B lige so postali Krčani. Izolani so osvojili odlično drugo mesto in bomo videli, ali bo to zadostovalo za napredovanje v prvo slovensko rokometno ligo. Sviš je 3, Sevnica 4, Grča 5, Škofljica 6, Celje 7, Ajdovščina 8, Grosuplje 9 in na varnem 10. mestu Velika Nedelja s 15 točkami. Alples čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi. Iz lige se poslavljajo rokometaši Mokrc Iga. Pestro je bilo na Hardeku v soboto, saj je rokometni klub Jeruzalem bil gostitelj zaključnega turnirja za državno prvenstvo za mlajše dečke A, letnike 1998 in mlajše. Na finalu so nastopile ekipe Škofje Loke, Mokrc Iga, Celja in Jeruzalema. Turnir je po pričakovanju bil izredno izenačen. Nekaj več znanja pa so pokazali Jeruzalemčki, ki so ugnali Škofjo Loko, Mokrc Ig in na koncu še Celjane. V prvem srečanju so Ormožani, aktualni državni prvaki, ugnali lanske državne podprvake iz Škofje Loke z izidom 21 proti 14. Skozi celo tekmo so gostitelji nadzirali potek tekme in nadigrali Ločane s kar 7 točkami prednosti. Za domačine je najtežja tekma bila proti Mokrc Igu, ki je zmeraj neugoden nasprotnik Jeruzalemčkom. Gostje, ki so pred kratkim na mednarodnem turnirju v Pragi osvojili odlično drugo mesto, so sredi prvega polčasa povedli za 3, 8 proti 5. Domača klop je reagirala z minuto odmora, kar je pomagalo in Jeruzalem je do odmora ujel nasprotnika 10 proti 10. V dramatičnem nadaljevanju se je igralo gol za gol. V zaključku pa so spretnejši bili mladi vinarji in slavili z izidom 17 proti 15. Zadnja tekma med Jeruzalemom in Celjem je odločala o prvaku. Ormožanom je za naslov zadostovala točka, Celjanom pa celotni izkupiček. Na začetku drugega polčasa so gostje povedli z 10 proti 9 in nekoliko utišali polno športno dvorano v Hardeku, kjer se je zbralo okrog 400 gledalcev, ki so lahko uživali v dramatičnih tekmah. Po zaostanku za točko pa so se razigrali Jeruzalemčki in v pičlih 10 minutah z delnim izidom 10 proti 2 razbili vse celjske upe o naslovu. V gol je zablestel vratar Jurče Korpič Lesja, stekel proti napad in Ormožani so povedli s +7, 19 proti 12. Priložnost za igro so nato dobili igralci s klopi in mladim pivovarjem je uspelo ublažiti poraz na končnih 21 proti 17. Veselje Jeruzalemčkov ob tretjem zaporednem naslovu državnih prvakov pri letnikih 1998 se je lahko začelo. Zaključnega turnirja v Ormožu se je udeležil tudi selektor slovenske izbrane vrste Boris Denič, ki je bil zadovoljen nad prikazanim se strani mladih rokometašev. Se pogosto udeležujete takšnih turnirjev, predvsem zaključnih po Sloveniji? Ja, zdaj zadnje čase se kar. Bil sem v Sevanci na šolskem zaključku, pa bil sem v Novem mestu isto na klubskem zaključku, to mi je zdaj tretje udejstvovanje, tako da vidim tukaj veliko mladih, perspektivnih fantov, igrajo dober rokomet, modern, grejo, gibajo, se pravi, da se dobro dela.
da se dobro dela, treba je tako nadaljevati, pa danes jutri bo nekater tudi potrkal na vrata državne reprezentance od teh fantov. No, to pomeni, da se za bodočnost rokometa v Sloveniji ni bati. Ja, jaz upam, da se res ni. Zdaj, dejstvo je, da zmeraj nastajajo v višjo ligo, ko prihajajo, zmeraj so večji problemi. Problemi so pa zmeraj finančni. Ampak dejstvo je, da tudi moramo klube licencirati in s tem bomo tudi prevedali tudi v klube in same igralce in klube v neke okvirje, kjer bojo lažje delovali. Kako bi ocenili igro ormoških nadebudnežev, Jeruzalemčkov? Pa moram priznati, da mladi od Ormoža me zelo navdušujejo, igrajo dobro, igrajo sodobno, igrajo zelo hiter, igrajo en modern rokomet in zelo je lepo jih je gledati. Vsak igralec ve, kaj hoče, vsak igralec je v nekem sistemu in oni to maksimalno pridno izvajajo in imajo rezultat. Je torej to tako dobro vzgoja teh mladih rokometašev? Sigurno je to delo trenerjev pa ljudi v klubu, ker ni to samo ta generacija, ampak so tudi ostale, kateri vsi igrajo podobno, se pravi imajo neko šolo, katera gre korak za korakom in potem pride počasi en tak produkt, kateri je negledljiv, ampak je užitek gledati. V taboru ekipe je bilo razpoloženje po koncu turnirja mešano. Eni so bili zadovoljni, drugi manj. Odkot ste vi? Z Celja. No in kako ste zadovoljni z rezultatom? Ja, lahko bi bilo boljše, no. Kaj to pomeni, lahko bi bilo boljše? Ja, bolj bi se mogli izkazati pač pri igri v napadu. Še malo nekaj vprašajte. No in kaj je bil, v čem je bil problem? Ja... Mene so poškodovali, pa nismo mogli špilati, a ne? No in kaj misliš, to je glavni vzrok? Ja. Ste mogoče premalo trenirali? Ne, to pa ni res. No, kako pa drugače delate, kako trenirate, kako vadite, kakšne uspehe ste že dosegli? Ja, na Slovaškem smo bili drugi, ne? Treniramo fajn, pridno. Odkot pa ste vi? Iz Iga. In kako ste zadovoljni z našim rezultatom? Ja, nič malo smole smo imeli, drugače pa v redu. No, kaj je to bila tista glavna smola? Ja, sodniki pa malo športne smole, no, potrebovali bi več sreče. Misliš, bo potrebno drugič več trenirati? Ja. No, kakšne uspehe pa ste do sedaj že dosegli, na katere ste ponosni? Ja, lansko leto smo bili tretji v državi, zmaga v Trogirju, drugo mesto v Pragi pred 2 tednoma. Si zadovoljen z rezultatom? Ja. Kaj misliš, kaj je šlo narobe? Ja, sodniki pa malo mogli bi obrambo bolj popraviti. No in kaj so sodniki naredili narobe, recimo? Ja, niso dosodili par penalov, ki bi jih mogli. In kako boste kaj ukrepali ali boste se drugič bolj potrudili? Drugič se bomo bolj potrudili. Odkot ste vi? Z Ormoža. In kako ste zadovoljni z rezultati? Ja, veseli smo, saj smo obranili lanski naslov. Torej, ponosni ste? Ja, ker smo pred domačo publiko vsem pokazali, da znamo igrati rokomet. No in kaj ti misliš, kaj vas dela prvake? Hitra in borbena igra v napadu in močna obramba. S trenerji ste zadovoljni? Ja, zelo smo zadovoljni. Ja. Kaj pa ti praviš, kako si ti zadovoljen? Verjetno si presrečen? Ja, seveda. No in kaj ti misliš, kaj vas dela prvake? Ja, dobre treninge, pa da delamo. No, veliko trenirate torej? Ja, 5-krat na teden. In kaj je specifika vaših treningov? Tehnika, hitrost. Pravijo, da igrate posebej moderen način rokometa, je to to? Ja, ker igramo hitro. Kaj pa ti praviš, verjetno si vesel, ne, zmage? Ja, to je prvi moj državni naslov, res, mislim, super. No in kaj ti praviš, kaj vas dela prvake? Dobra igra, hiter protinapad, močna obramba. In na kakšen drugen takšen uspeh si še ti konkretno precej ponosen? Ja, starejši dečki, B mislim, smo tudi igral, pa smo tudi državni prvake. Odkot ste vi? Iz Loke. In kako ste zadovoljni za našim rezultatom? Ja, dober, sam lahko bi še Mokrc premagala, ne. No, kaj je tisto, kar bi lahko bilo boljše? Ja, lahko bi malo manj napak v napadu delali, pa malo boljša obramba. Kaj misliš, kaj bi trebalo sedaj v treningu popraviti, recimo? Ja, še malo kontro izboljšati, to je to. No in
mogoče kakšen poseben uspeh vaše ekipe, na katerega ste posebej ponosni? Ja, drugo mesto, lansko leto tudi. Kaj pa ti praviš? Ja, dobro je bilo, sam bi se mogel malo bolj potruditi v napadu, ker obramba je nam je tekla, sam je bilo pa drugače v redu. To pomeni več treninga? Ja, tudi to. No in kateri so posebni uspehi vaše ekipe, recimo, v zadnjem času? Ja, zame, če me vprašate, je največji uspeh samo to, da pridemo v finale. In še tega se najbolj veselimo, bolj kot pa. Hvala! Konkurenca v bistvu tiste najboljše 4 ekipe, ki so v Sloveniji trenutno v tej konkurenci, torej v letniku 98. Tudi lani so 3 od teh 4 ekipe bile v finalu, tako da je v bistvu to res tista špica slovenskega rokometa v tej generaciji. No in kaj recimo, kaj vlagate v to mladež, da so tako uspešni? Tudi selektor vas je pohvalil, vaše delo kot trenerja? Ja, že dolgo treniramo, kar pridno trenirajo dečki, resni smo mi, resni so oni, tudi ostale stvari dokaj dobro funkcionirajo. Tako da mislim, da je to seveda brez kvalitetnega treninga ne gre. Je pa res, da tudi kar precej hodimo okoli na turnire in mislim, da nam tudi to kar precej pomaga pri takih rezultatih, kot jih imamo. No, za vami je kar nekaj odličnih uspehov. Torej se za bodočnost rokometa pravzaprav ni bati v Ormožu. Ja, mogoče malo prehitro reči, če glih je, kako bi se reklo, nastavek dober. Ti dečki še trebajo kar nekaj let pridnega in kvalitetnega dela, da bi bili tudi v članski ekipi dobri igralci, ampak vsekakor je bistveno boljše, kot je bilo pred leti. Po izbiri selektorja Deniča je bil za najigralca proglašen Tilen Kosi iz Ormoža, ki je ponovno prikazal odlično igro in vodil svoje moštvo k novim zmagam naproti. Jeruzalem je letos zmagal prav na vseh tekmah državnega prvenstva, ob tem pa še osvojil močne mednarodne turnirje na Hrvaškem, Slovaškem in Madžarskem. Najstrelec je postal Škofjeločan Gal Štucin, najvratar pa je Jernej Čebular iz ekipe Mokrc Ig. Končni vrstni red je tako bil naslednji. Državni prvaki so postali Ormožani, podprvaki Škofjeločani, bron so osvojili Celjani in 4. mesto rokometaši Mokrc Iga. Razen maksimalnega Jeruzalema so vse 3 ekipe zbrale po 2 točki in v mestih je odločala medsebojna gol razlika, kjer so najdaljši konec potegnili Škofjeločani, najkrajši pa rokometaši Mokrc Iga. Za Jeruzalem so naslov državnih prvakov osvojili Kevin Caf, Jurče Korpič-Lesjak, Toni Sok, Nino Ulaga, David Lukner, Tilen Kosi, Rene Plavec, Timon Grabovac, Gašper Horvat, Dominik Ozmec, Miha Kavčič, Boštjan Žižek-Cvetko, Filip Luci, Anže Šoštarič, Martin Hebar, Nejc Zidarič, Matej Nidorfer ter trenerji Uroš Krstič, Mladen Grabovac in Istok Luskovič. Mlade ormoške rokometaše v nadaljevanju še čakate finalna turnirja za deklice in dečke v mini rokometu. Deklice bodo nastopile v soboto 14. maja v Kočevju, dečki v soboto 21. maja v Ljubljani. Nadaljujemo s pregledom nogometnih izidov v Štajerski in medobčinski ligi Ptuj. V Štajerski ligi so izidi 21. kroga bili naslednji. Koroške Gradnje Zavrč 0:2, Šoštanj Rogatec 5:0, Pesnica Šmarje 2:3, Gereče vas Pohorje 4:3, Marles Hiše Peca 3:1, Rogaška Podvinci 1:1 in Ormož Boč 2:2. Za Ormožane, ki so zamudili lepo priložnost za pomembno zmago nad Bočem, sta zadela Sergej Štiberc v 27. in Jani Druzovič v 57. minuti. Točko gostom je z zadetkom v 84. minuti iz prostega strela prinesel rezervist Bojan Brodnjak. Ekipo Ormožanov je prvič kot trener vodil Zlatko Ivankovič, ki je zamenjal Aleša Jurca. Zavrč suvereno koraka k 3. ligi. Sledimo 7 točkami zaostanka Šoštanj. Sledijo Šmarje, Pesnica Pohorje, Marles Hiše, Peca, Boč, Rogaška, Podvinci, Koroške Gradnje, Ormožani 12 z 19 točkami. Za našim predstavnikom se nahajata Gereče vas in Rogatec. V 22. krogu v soboto 14. maja ob 17. uri Ormožane čaka gostovanje pri 3. uvrščenih Šmarjah. V medobčinski ligi Ptuj prva liga je bil odigran 17. krog, Oplotnica Lovrenc 3:1, Rogoznica Apače 1:2, Bokovci Gorišnica 0:2, Videm Hajdina 1:5, Skorba Dornova 4:4 in Pragersko Središče 1:3.
Za novo zmago Središčanov je dvakrat zadel Marjan Ivanuša in enkrat Dejan Miljevič. Na lestvici suvereno vodijo Središčani, ki so res na odlični poti, da se uvrstijo ligo višje oziroma v Štajersko nogometno ligo. V 18. krogu v soboto 14. maja ob 17. uri Središčane na domačem igrišču čaka gostovanje Vidma. Zaključili bomo z borilnimi veščinami. V dvorani Srednješolskega centra Ptuj je potekal tretji zaključni turnir za državno prvenstvo v kickboksu discipline semi-kontakt, full kontakt in glasbene forme, katerega se je udeležilo 9 tekmovalcev in tekmoval kluba borilnih veščin Ormož, ki so tekmovali v disciplini semi-kontakt in sodnica Tončka Kaluža. Turnir je potekal v organizaciji Kickboksing zveze Slovenije in kluba borilnih veščin Ptuj. Na tekmovanju je sodelovalo 186 tekmovalcev iz 21 slovenskih klubov. Pod vodstvom trenerjev Milana in Danila Korotaja so bili doseženi naslednji odlični rezultati. Najmlajši člani kluba borilnih veščin Ormož so se odlično borili. Lan Kokol je v kategoriji dečkov do 135 cm dosegel 3. mesto. Nec Korotaj v isti kategoriji 5. do 8. mesto. Nežan Bromako pa je v kategoriji deklice nad 135 cm tretjič zmagala in tako osvojila naslov državne prvakinje v svoji kategoriji. Rok Tomažič je svojo odlično tekmovalno sezono v kategorijah mlajši kadeti do 37 kg in mlajši kadeti do 42 kg kronal s tretjo zaporedno zmago in tako postal dvakratni državni prvak v obeh kategorijah. V kategoriji starejši kadeti do 42 kg je Matjaž Pleh dosegel tretjo zaporedno zmago na tekmovanjih za državno prvenstvo in tako postal državni prvak. Manj uspešno je v isti kategoriji borba uspela Dejanu Kocipru, ki je na tekmovanju dosegel 3. mesto, kar je v skupnem seštevku državnega prvenstva zadostovalo za končno 2. mesto. Matjaž Pleh je tekmoval tudi v kategoriji starejši kadeti do 47 kg, kjer je na tekmovanju zmagal. Zmaga mu je prinesla skupno odlično 2. mesto v tekmovanju za državno prvenstvo. Žan Tomažič je v kategoriji starejši kadeti do 52 kg dosegel 3. mesto in skupno nehvaležno 4. mesto. Maruša Zlatnik je na tekmovanju in v skupni razvrstitvi v kategoriji starejših kadetin do 55 kg dosegla 3. mesto. Med mladenkami do 55 kg pa je Nuša Štefančič dosegla 1. mesto in s tem naslov državnega prvaka v svoji kategoriji. S tem tekmovanjem se je zaključila uspešna sezona tekmovanj 2010-2011 za državno prvenstvo Slovenije, v kateri so tekmovalke in tekmovalci kluba borilnih veščin Ormož dosegli skupaj 8 naslovov državnih prvakov. Čestitamo! Toliko za danes. Hvala za pozornost s povabilom, da se nam pridružite tudi čez teden dni. Pa srečno!